Drage moje gledalke in gledalci, lep večer vam želim. Vsi vemo in čutimo, da energija je. Da je nekaj, kar čutimo, ne moremo pa prijeti, ne vonjati, ne okušati, ne slišati, ne videti, celo razumeti ne moremo. Ko sem pred mnogimi leti pisala zagovor svoje diplome na akademiji, sem pisala o tem, o energiji. O tem, kaj čutim, ko sem na odru in kako energija publike vpliva name, koliko moči ima. Ker je prav zaradi te energije ali celo, če smem reči, alkimije med menoj, med nami, igralci in zgodbo, ki jo delimo z odra, vsaka predstava ekskluzivno enkratna. Naslednji večer ne bo in ne more biti ista. No, profesorji takrat niso bili ravno srečni, saj je do takrat veljalo in večinoma uradno še vedno velja, da ne moremo in ni dobrodošlo govoriti o nečem, kar ni ravno znanstveno utemeljeno. Danes sicer obstaja kvantna fizika, ki se z bliskovito hitrostjo razvija. Danes celo računalniki priznali, da se med ljudmi in vsem živim na svetu dogaja nekaj več. Da obstaja neka zavest. Nocoj sem za sogovornika o tej temi izbrala Bojana Boneta. Predvsem zaradi tega, ker osebno poznam njegovo delo. Je čist in nepokvarjen energetik, besede ne zna populistično in všečno zavijati v privlačne bombončke, ne razlaga, kako nas bo za večno rešil življenjskih muk. To ne bo navaden pogovor. In če ne gre drugače, ga vzemite kot izziv. Stopite čez meje svojih prepričanj in se samo poigrajte z možnostmi, ki nam jih ponuja življenje. Dragi moji, Bojan Bone, dobrodošel! Dober večer! Bojan, zelo sem vesela, dolgo sem si že želela deliti pogovor s tabo in bom za začetek jaz delila zgodbo, ki jo imam s tabo, oziroma izkušnjo, ki mi je ostala v spominu. Zgleda kot pravljica, ampak jaz si bom povedala, ker ni pravljica, to je bilo res, ne. Spomnim se, da je v koroni moja mama zbolela in je bilo seveda treba jo nekam peljati in je bilo vse zaprto in je preostala samo še urgenca in jaz sedim doma in rečem, mislim, to pa na urgenco je ne bom peljala, ker bo pa res kaj dobila, in se spomnim, da bi mogoče lahko pomagal ti. Danes se ne sme reči, da si zdravilca ali kakorkoli že, da ji boš olajšal, se pravi njene bolečine oziroma tisto stanje njej, ona ni mogla stati po konci, vrtel se je in smo se bali v bistvu, da je ali možganska kap ali karkoli že. No in jaz tebe res pokličem in ti rečeš ja, daj mi telefonsko številko od mame, pa jo bom jaz poklical. In jaz ti dam telefonsko številko od mame in mami rečem, da jo bo poklical en moj prijatelj, ki je zdravnik, ki bi mogoče lahko, mislim, oziroma je bolj tako, da mu naj pove, kaj je, da bi mogoče on vedel, kaj bi ji lahko bilo, ne da ji bo pomagal ali pa kaj takega, ne. V glavnem, moja mama ni vedela nič, to se pravi, ne gre za placebo, ne. To je meni bilo zelo pomembno, ne. V glavnem ti jo pokličeš, kaj sta govorila, ne vem, kaj je bilo, to boš zdaj povedal ti. V glavnem, moja mama, ti pokličeš mene čez pol ure in rečeš, v redu bo, in jaz pokličem mojo mamo, se ne javi se čez 2 uri, ko se je naspala in je bilo vse v redu. No, od takrat naprej jaz tebi tudi, mislim, res zaupam. Mislim, da je to, se pravi, delati z energijo in s tem, kar ti delaš, v bistvu tako, kot si umivati zobe, kot iti k psihiatru, če te boli koleno, greš, mislim, če je treba operirati koleno in tako naprej. Ampak hočem te vprašati zdaj za začetek, kaj si ti
kaj si ti taka z mamo naredil, oziroma kako to zgleda, kako ti to delaš, da si ji v bistvu olajšal življenje in da so takrat tiste bolečine oziroma tiste njene težave izzvenele. Kot si prej že omenila, kvantno polje, a ne, je enost vsega. Že fizika se s tem bavi nekaj časa zdaj. In jaz, ker je pač vse energija, vse enost, in jaz sem v tej energiji stalno. 24 ur na dan, vse moje življenje sem pač v tem polju teh energij. Ne. V teh energijah se jaz lahko povežem z vsakim. Ampak prej, zakaj sem ti rekel, da mi daš v bistvu, da se jaz z njo slišim? Zato, ker jaz rabim dovoljenje od te osebe, da lahko posežem v njeno polje, strukture energetskega polja telesa, fizičnega telesa. In ko sem se jaz z njo pogovoril, mi je povedala, kaj je, jaz sem diagnosticiral težavo, zakaj se gre. In sem v bistvu preko tega kvantnega polja, ko grem jaz v meditacijo, se lahko tudi nadaljavo z nekom povežem in mu umaknem vse te zgodbe, ki ga pestijo, mu olajšam lahko te energije, ker smo vsi povezani v tem sklopu preko kvantnega polja. Pa kako ti čutiš, naprimer, če človekovo bolezen kot skupek energij, a gre za pretok energij? Zakaj gre pravzaprav sploh pri bolezni? Pri bolezenskih stanjih. Ja. Pri bolezenskih stanjih gre izrecno, ti veš, da je vse misel pa energija. In mi z mislimi krojimo naš svet, naše življenje, naše celična jedra se kontaminirajo od samega rojstva do danes, se energija informacij ustvarja v tem polju. Potem v tem sklopu so potem prekati depresivnih stanj, ko se tvorijo v človeku, in če čakre niso v sorazmerju 100%, da delujejo med seboj, se poruši naše avrično polje, poči in začne odtekati bioenergija. In potem na teh mestih, ki smo najbolj ranljivi, v bistvu vsako mesto je nek sistem v našem življenju, pride do bolezenskega stanja. Ne. In potem se kopičijo te težke energije in potem je to treba počistiti. Ti si rekel, da je vse misel. Mi se ves čas to govorimo, kako je treba paziti, kaj mislimo in tako naprej, ja. Ampak mi tega ne počnemo. Zakaj? Zato, ker ne verjamemo? Ne, da ne verjamemo. Zakaj se ne moramo kontrolirati? Pa v vseh narodih je bolj tudi predvsej prek našega DNK zapisa tudi kolektivna zavest prisotna. A tudi to vpliva na nas? Tudi to vpliva na nas, vplivajo potem naše misli, ker naše misli potem tudi preko našega DNK delujejo lahko v negativno stanje, ker je kolektivna zavest je zelo pomembna pri teh. Jaz sem bil zdaj na Tajskem, recimo, 3 tedne in sem s temi ljudmi se zelo veliko pogovarjal. Oni so budistična dežela, ne? Se pravi, Buda izvira iz nekje teh področij in oni imajo kolektivno zavest, višjo zaznavanost in so čarobni ljudje. In so hvaležni, da si tam, samo to. Nič drugega. A nam manjka hvaležnosti, ali kaj tako? Pa sej veš, kakšna je zgodovina na teh narodih. Mi smo slovanski narod, ja. Slovani so se stalno selili, stalno so, kako bi ti rekel, bili neke vojne, hude, neke travme imeli. Ja, mi smo se morali, naš 2-milijonski narod se je moral zelo boriti, da smo obstali, ne? Ja, pa še dobro, še prej, če gremo še bolj nazaj v zgodovino, izviramo v slovanskem polju. To polje je veliko, ne? Tukaj vidiš, tudi območje je dosti konfliktno, dosti vojni in tako naprej. No, ampak pri moji mami, mislim, jaz verjamem, da naše kolektivno nezavedno vpliva na nas, mislim, o tem tudi znanstveniki govorijo, ja. Ampak zakaj je šlo pri moji mami, zakaj gre pri meni, naprimer, kako ti osebno čutiš te bolečine, oziroma? To je veliko pomenov, ne, drugač, kot sem že prej razložil, celična jedra, kolektivna zavest. Naš DNK je povezan tudi z našimi predniki. Kakšno bolezensko stanje lahko tudi prenesemo v okvir zapisa v našem DNK.
potem celična jedra iz tega življenja. Kaj to pomeni celična jedra? Mi smo sestavljeni iz celice. Ja. Kompletno v bistvu naše telo je sestavljeno In to jedro je informirano? Informirano in ve vsak trenutek našega življenja, naših premikov, vse je noter zapisano. Ja. In potem to deluje preko naše podzavesti, podzavest spušča informacije v možgane in potem mi razmišljamo v tem kontekstu, kateri nas pesti. In zato tudi mi ne moremo kontrolirati svojih misli, tako kot bi želeli. Tako, ne moremo jih zaradi kontaminacij celičnih jeder, zaradi DNK zapisa, pa zaradi dušnih zapisov. Jih ne moremo kontrolirati v celoti. Če pa to počistimo, ozavestimo, potem pa smo mi ko Bog. A smo mi Bog? Smo. Vsi smo del tega božanstva. Če lahko rečemo, kaj Bog je sploh, če bi rekel, kaj bi to bilo. To je čista ljubezen, enost vsega, to je Bog. Samo mi lažje rečemo Bog. Pa potem, ali pa čista ljubezen, lahko rečemo tudi čista ljubezen. Koliko imaš ti izkušenj, da se ljudje s tem ukvarjamo? Po moje veliko ljudi pride tudi seveda iskati pomoč, da bi prav ti ozdravil, mislim, da upa, da bo nekdo prišel s čarobno palčko, pa ga bo ozdravil. Kaj je na tem? Čarobne palčke ne obstaja zvezdano. Je ni. Vsak človek posamezni ima čarobno palčko v sebi. Človeka je treba samo ozavesti, ščistiti te zapisovanjem, da pride do čiste svoje zavesti in potem lahko sam sebe pozdravi. Mi že med tem, ko se čisti, se zdravi, samo zdravi. A to kaj pa moramo mi početi, naprimer, da to delamo? Mislim, da bi sami prišli do tega. Ja. Težko? Ja, to je pa težko, zato ker, mislim, veliko je, kot sva se prej pogovarjala, veliko je kontaminirano z našimi DNK zapisi, z kolektivno zavestjo. Treba je delati na sebi, seveda, absolutno. Kako je treba delati na sebi? Treba je živeti življenje, pa če karkoli pride narobe, se dol usesti, pogovoriti sam s sabo, zakaj je prišlo do tega? Kaj to meni hoče povedati? Ja. In potem razumeti to in spustiti. Samo s temi kontaminiranimi celičnimi jedri je to težko. Težko, ker te vedno pelje nazaj v tiste strukture, kako se bo to, kaj bo to. No, psihologi bi rekli, da je to naša podzavest, do katere mi, zakaj misliš, da naša zavest, zakaj nam ni dano tak odprt dostop do vsega tega, kar mi nosimo v sebi? Največ težav je v dušnih zapisih. Ja. To so naša pretekla življenja. Tam je najbolj skontaminirana zgodba. Ker jih imamo že toliko veliko za sabo, vse te zgodbe v bistvu se ne spomniš, ampak delujejo na našo strukturo, preko duše, preko... Ampak zakaj, misliš ti, nam ni dan dostop? Tako je meni, zakaj jaz, naprimer, jaz zelo raziskujem in vem, da naprimer zame je znak, da nekaj je večje, močnejše od mene, da je nekaj v moji podzavesti, če se naprimer nekontrolirano zelo odzovem na kakšno stvar. Naprimer, mene je pred kratkim neka laž tako razburila, da sem videla, tukaj nekaj imam jaz, ne? Ja, ampak to so pa verjetno v nas neke travme globoko, ki te potem to tudi razkuri. Če se s tem začneš ukvarjati, zakaj do tega prišlo, kaj mi to hoče povedati, boš najdla vse notranjega otroka, kje je kontaminiran, kako lahko spustiš in tako naprej. Samo, saj pravim, jaz že kar dolg delam s temi celičnimi jedri, ki jih čistim, in imam zelo velike uspehe pri ljudeh, kateri gre skozi te procese, ker to so procesi. Ne gre čez noč, ne? Ne gre čez noč. Kdaj si ti to opazil, da imaš ti to? Kako si? Kje si ti zrastel? Že kot otrok. A ja? Ja, že kot otrok sem jaz imel enega učitelja, ki me je učil notranjih svetov, kako se lahko poveže sam s sabo v globinske te meditacije.
Ne v take meditacije, ko ti nekoga povežeš, ne, skupinsko, ampak da sam greš v to globino sebe. No, to me je učil kot otroka. Kdo je bil to? Sosed ali? To je bil en sosed od moje prababice, prijatelj, Božidar. Ja, tak umetnik je bil in duhoven človek zelo. In koliko si bil ti star? 5 let se spomnim že, ko sem že s tem. A to moraš imeti talent oziroma moraš biti rojen za to? To imamo vsi to možnost. Vsi imamo to možnost? Vsi imamo to možnost. Ampak ti si to... Vsi izhajamo iz kvantnega polja. Vsi izhajamo, ja. Samo imamo, kakor imamo te travme vse preko celic, preko DNK zapisov, preko dušnih zapisov, treba je nekje začeti, treba je se prepustiti, delati na sebi, prideš do tega rezultata, slej ko prej. No in ti si to, se pravi, že od majhnega delal, ali si vmes pozabil na to, ali kako je bilo to tvoje življenje, me zanima, ne? Jaz sem s to duhovnostjo rastel vedno, vedno. Skozi celotno moje življenje, dobro, jaz se ukvarjam mogoče zdaj 10-11 let s tem, bolj profesionalno, prej sem bolj raziskoval sebe, ne, preko teh zgodb, ne. Delal sem na sebi, učil sem se, mogoče mi je kdo tudi malo pomagal, da mi je kaj pokazal, bral veliko. Ampak tudi tvoja sestra, večkrat sodelujete, ja. To se pravi, da nekaj imate v družini, ali je to res, ali kako bi rekel temu? Ali pa so bila skupaj poslana zaradi tega, v družino, skupno, ne. Ja, tako bi rekel jaz rajš, ne. Ja, ona mi je precej pot odprla. Polona, ne? Ja, Polona mi je precej pot odprla, ker mi je v bistvu, ona se je s Theta Healingom ukvarjala, bila je nek mojster, tudi učila jih je. In enkrat... Polona Anastazija. Ja, in enkrat sva se mi da pogovarjala, ona meni pove, sem rekel, daj ti meni malo povej mojo zgodbo, kakšno je moje poslanstvo. Prav bo pogledala, ne, in pogledala in prav boš sam doživel prav noro. In res, jaz sem potem skozi življenje, ne vem, pol leta doživel marsikaj in me je prebudil. Kaj si na primer tazga doživel? Moraš biti bolj konkreten, veš, nas to vse zanima. Ja, doživel sem v bistvu, ker mi je tudi peljala skozi neko zgodbo, da sva prišla in sem se, jaz to zapomnil, jaz sem znal cel Theta Healing, ker nikoli ga v življenju nisem slišal in sem ga znal, sem ga razumel, ker Theta Healing pomeni, da lahko z mislimi zamenjaš organe v telesu na nekom drugem, ne. In jaz sem potem delal to pač preko te seanse, ki ona me je naredila, vse sem vedel. Ja. In ko sem jaz potem delal nekih 6 mesecev to na ljudeh, probaval sem. V hipu so bili vsi ozdravljeni, mislim, to je res čarobna tehnika. Ampak potem sem se začel spraševati, kakšen ima smisel, da jaz njih ozdravim. Prišlo bo nazaj, ker vsaka bolezen pride z nekim razlogom, da ti predelaš na sebi. Nekaj ti pokaže. Sam noben se s tem ne ukvarja, vsi se, joj, bogi, jaz zdaj imam pa, ne vem, sem zbolel, kako bom zdaj, dajte mi pomagati. Ja, nekaj se lahko sam pomagaš, ne. Prvo se posvet sebi, zakaj je prišlo do tega. Ja. Zakaj je sploh prišlo do tega. Nakar sem jaz to začel razmišljati in sem videl, da jaz zelo bolj medvedjo uslugo delam ljudem, ne. Da jih zdravim, ne, v hipu. Res sem take stvari pozdravil. Tega ne bom nikoli pozabil, eno gospo sem delal, kolen se je zavrtela, a veš, kaj koleno stane tam, ti greš pa tja na drugo stran. Ja. Dela je, ne vem, še 8 mesecev rehabilitacije. Sem rekel, če mi dovolj, da ji samo položim roko na ta kolen, nekih 5 minut, vroče je bilo, urela moja roka, njena noga, prvič v življenju je ona sploh se s kaj takšnim srečala in naenkrat ji dvigne mojo roko z njenim kolenom v luft, počel je tako, jaz sem mislil, da je nekaj raznesel. In to na glas, res. Ona je bila bela kot jogurt, zavrti nazaj, roko mi je nekaj samo pravila in spustiva dol nogo, umaknem, naslednji dan me je poiskala, prej je imela bergle, zdaj ni imela več bergle, jaz ne vem, kaj si ti meni naredil, je rekla, ampak jaz lahko hodim.
Kaj si pa naredil? Kako si Ne ti vem, to- jaz sem Ti samo tudi roko ne veš. položil. Ti Ne, tudi takrat ne sem veš. samo roko položil Ja. in je to se dogajalo. Mislim, Zdaj vem. Zdaj veš. Zdaj vem, takrat nisem vedel. ampak kdaj podvomiš v to vse? Nikoli več. Včasih sem. Si dvomil? Ja, seveda, se pridejo dvomi. Ja. Tudi jaz moram delati na sebi, tudi jaz moram čistiti sebe, dvigati vibracijo in tako naprej. Kaj to, ja, ker meni si večkrat rekel, da vem, vem, reci stavek, da vem. Ne? Ja, ker to je beseda čarobna. Ko rečeš vem na glas, Ja? odpreš vedenju in pride. Vem. Vem, samo to. Eni rečejo, joj, ne vem, bom probal. Najslabše, ko rečeš ne vem, ker potem zapreš sebe. Ne boš vedel nikoli. Ko pa rečeš, jaz vem, tudi če ne veš, bo vedenje prišlo, vedno pride. Ja, absolutno. A tako čarobno je to, ali kaj? Tako je čarobno. Sej življenje je čarobno. Sam mi si ga ne dovolimo, da bi ga živeli čarobno. Sami sebe zapiramo. Ja, mislim, to me zanima, a veš, mi veliko krat rečemo, naprimer, jaz si rečem, kreten, babi, kaj to delaš, ali pa kaj. Najslabše pa, da sam sebe To je potlačeš najslabše. dol. Ja. Ja. Pa da se daješ v nič, pa da ne pustiš, da si zameraš in tako naprej. To je pa najhujše, kar lahko sebi narediš. Ampak Bojan, to se pravi, ne smeš imeti dvoma. Ne, jaz ga nimam več. Ja, Mislim, dvom. Ok, jaz živim življenje Zvezdana. ja, Tudi jaz sem del življenja, ki ga živijo v kolektivni zavesti. Ok, to je moje poslanstvo, ker ga delam. Ampak imam tudi svoje življenje, ki ga živim. ja. Ki tudi ni idealno. ali kaj? Ne, tudi ni. Tudi tam pa imam jaz zdaj pa kdaj dvome. Ampak v duhovnosti, do sebe, karkoli jaz delam, jih nimam nikoli. Sem 100% tukaj. Ne moreš biti posod 100%. Ja, zakaj ne? To se imenuje življenje, ki te uči. Tudi mene uči. Sej, vsi se tukaj učimo, brez izjeme. To sem te tudi hodila vprašati, ja, zakaj ti kakšne manifestacije oziroma kakšne stvari tako ratajo, takoj se zgodi, niti pomisliš pa se zgodi. So pa stvari, ki jih nikakor ne moreš priklicati v svoje Ker imaš življenje. zapore v svojem kontekstu duše. In tam, kjer jih imaš, tam jih ne boš preklical. Tam, kjer si 100% rečeš ja iz srca, ker ti kar zažari srce, zgodi se v sekundi. Jaz sem veliko stvari manifestiral. Nekatere pa nikakor ne morem. Katere imajo stvari si manifestiral, naprimer ti? Manifestiral. Ja, kaj je to? Manifestiral sem 3 avtomobile. A lahko? Materialno lahko? Materialno, ja. manifestiraš? Mi da se Boš mi pogovarjamo povedal, to materialno. je, ja. 3 avtomobile in to je prišlo, to je bilo res, sem si bil. Kaj sem še tazga manifestiral? Kaj to pomeni, da si jih, moral si jih plačati, ne? Ja, ampak jih ne bi mogel drugače, ampak je to tako nanesel, da sem jaz to dobil. Aha. Ker jaz sem tudi. Ja, tako Čeprav je. pravijo eni, da denarja, materialnega ne moreš manifestirati. Lahko. Tudi jaz sem to že denar manifestiral, ampak zdaj odvisen kakšen znesek je, če so večji zneski, imamo vedno zaporo, ja, se jaz to zaslužim, ali to lahko jaz imam. Pa denar je tukaj itak zato, da smo mi lahko srečni, da mi živimo. Sej ga ne dajemo na kupčke, da bi na njem ležali, ampak tako, da si lahko obilje življenja prevošiš, ker si tvoje srce želi. To kroži, tak sistem je. Sej jaz bi rad videl, da ne bi bil, da bi bilo kaj drugače, da bi bilo boljše. Ne vem, recimo v 5. dimenziji, ko tega sploh ni, ne obstaja. A misliš, da bo obstajal kdaj svet, ko ne bomo taki materialisti? Seveda bo. Verjetno. Seveda bo. Sej smo na poti, ja. Zlata doba je tukaj, se dogaja. Namreč, ker a se ti ne zdi, da je danes v življenju več ali manj smo ljudje samo še fokusirani na materialno? Ja, to je zelo opet v življenje in najhujše so strahovi s tem, ne, povezani. Kaj pa, če ne morem, kaj pa, če ne bom mogel, kaj pa, če bom, ne vem, pogrnil, pa bom, ne vem, a bom tam reveč nekje na svet. To so najhujši strahovi. To je v kolektivni zavesti človeštva. Ker vse veš, kaj se dogaja. Pa ni bilo teh strahov prej enako, ali je zdaj še več teh strahov? Ali kako? Pa jaz mislim, da je to vedno enako. No.
Sej, to so, recimo, ne vem, ljudje, ko pridejo k meni na terapijo, imajo največ takih strahov, no, z denarjem povezanih. No. A res? Mislim, življenjem, živeti ga. Ja. Kako bom lahko to privoščil, kako bom lahko plačal, kako bom lahko šel v trgovino, da si bom hrano, kako bom lahko položnico plačal. To so večne težave pri ljudeh. Pa je to res tako pomembno, ta materialno? V bistvu ni, samo... Kaj je pravzaprav obilje? Obilje je, da živiš življenje. Ja. In da ga izživiš v čarobnosti, da si srečen vsak trenutek, ki ga živiš. To je obilje. Ja, ampak mi to vežemo na to, ali imamo dovolj denarja. Ja, dobro, to je neka umetna stvar, ki te potem pripelje do neke sreče, ampak ta sreča ni lih. Meni verjam, sem poskusil že na sebe. Ne. Sreča je tukaj, ne. Ljubezen do ljudi, ne vem, recimo, jaz imam rad vse ljudi. Tudi če je kdo grd do mene, ali slab, ali karkoli. Sej ne vemo, kako je on živel, zakaj je tak. Jaz to razumem. Ja. In jih imam rad še zmeraj, vse, brez izjeme. Tudi če je nekdo ne vem koliko slab. Moramo se vprašati, zakaj je do tega prišlo pri njem v življenju. Ja, pa nimamo časa, da bi se to spraševali. Pa nočemo se tega spraševati, kaj ti, kdo pa si ti, da boš meni kaj rekel. Ja. Kaj je ta ego? Zakaj imamo kaj je ta ego? Mislim, zadaj je verjetno strah, ampak... Strah je v glavnem povezan z vsem tem. V glavnem pomanjkanje ljubezni je največ, ki jo že v otroštvu niso dobili, mrzkdo jo ni dobil. Starši so delali, otrok je bil sam vse prepuščen, nekje v varstvu, tam največje pomanjkanje ljubezni. No. Ampak se ti ne zdi, da danes svojim otrokom damo ogromno pozornosti? Mi zdaj damo. Ja, ampak svet ni še nič boljši. Ja, ni še nič boljši. V glavnem, Zvezdana, jaz ti bom, kot sem ti že prej povedal, zato tudi hodim po svet, da raziskujem, da vidim, kako ti narodi živijo, kakšni so. Na Tajskem teh težav nimajo. In so vsi ljubljeni, se imajo radi in so veseli. Pri nas se pa to recimo dogaja, to, kar si ti zdaj povedala. Ne? To je kolektivna zavest. 100%. Največ je tudi tukaj. Lahko je tudi notranji otrok, ki je povezan z dušnim zapisom, v bistvu z vsemi življenji. Ne? To tudi vpliva, recimo. A se meni samo zdi, ali je to res, da mislim, jaz nisem tako zelo mal na svetu, se mi zdi, da Slovenci še nismo bili nikoli tako skregani, kot smo zdaj. Ja. Mislim, tako prav razdeljeni, eni bi to, drugi bi to. Slovenija je veliko pohlepa, drugače. Pohlepa? Precej. A res? Precej. Pa odkot pa to? Precej. Pa mi smo bili znani kot pridni, delovni, pošteni. Tega je veliko. Odkot se je to zdaj? Kako ti to vidiš? To čutim, vidim. Ja. Jaz te energije tudi občutim. No. Ja, ampak imaš kakšen odgovor, odkot je to zdaj, zakaj je to tako? Da bi imel te odgovore, jih nimam. S tem se nisem niti ukvarjal, da bi jaz te odgovore dobil. Se pravi, moje je, da pomagam ljudem, da pridejo na čisto zavest, da začnejo živeti življenje. To je moja zgodba zdaj, v bistvu, ki sem si jo zadal. Zdaj, da bi se pa spraševal, pa to je brez veze. A ti bi lahko, na primer, pomagal na tem širšem nivoju vsem Slovencem ali samo posameznikom? Seveda bi lahko, saj zato si želim tudi v bistvu, da bi delal po dvoranah, da bi odpiral ljudi na veliko. To še nisem niti probal nikoli. Si pa to želim. Ja. No. Da bi imel, ne vem, tudi po 10,000 ljudi naenkrat. To si želiš? Seveda. To bi pa lahko, ja, da bi lahko v bistvu jih odpiral s tem. Ne, da se mi drugmu tudi pomagamo, ne, takrat. Tako. Takrat se potisočerijo energije. Tako, zaradi tega, ja. Kaj pa, kako pa gledaš na to, da mi tako, se pravi, smo jezni, dvomimo, ego, kako gledaš na to, ti imaš tudi zelo veliko znanih ljudi, mojih prijateljev in tako, ki hodijo k tebi, vsi več ali manj skrivajo, da hodijo k tebi. Zakaj misliš, je to še vedno sramota hoditi k nekomu na eno energijsko čiščenje? Ne? Zato, ker to še ni tako podprto pri nas, ne, recimo. Sej,
na Tajskem recimo, a ne, oni živijo duhovnost v sebi. Se pravi, oni ga živijo. Jaz nisem opazil nikjer tam, da bi nekdo delal kakšne terapije komu. Jaz tega nisem videl tam dol. Ne vem, ali to obstaja, mogoče da obstaja, ampak jaz tega nisem opazil, da bi obstajalo. No. Zato, ker pri nas je pa druga zgodba, no, se pravi, te kolektivne, te celične jedra in tako naprej. Tukaj je treba ljudem pomagati, da se ozavestijo, da lahko pridejo na svojo čisto energijo. Meni je všeč, ker ti v bistvu, vsaj zdi se mi, no, na nek način ne manipuliraš tem, kako nas boš rešil. Naprimer, meni nikoli nisi rekel, to je pa zdaj pa od zdaj naprej pa tukaj imaš, tu je pa zdaj vse super, ne? Ampak vedno rečeš, da moram jaz delati še naprej. Ne? Okay. Mnogo, v duhovnosti je mnogo zdaj zlorab tudi, ker ljudje... Ja, duhovnost se je zelo odprla v Sloveniji. Seveda leta 2012 se je začela zlata doba že v zraku odpira ljudi. In to se zdaj širi, predvsej od tega, COVID je prišel leta 2019. Ne? Kaj COVID je? COVID je ena ljubezen velika. Zakaj? Zdaj recimo, ne moreš reči, da je vedno nekaj slabega, da je to res slabo. Aha. Ne pride nekaj slabega, ampak skozi to slabo se mi ozavestimo in gremo naprej. Cel svet je prebudil, iz cone obdobja. Ja. Cel svet. Se pravi, vsi so se začeli zavedati, da obstajajo, da so. Jaz ne vidim tle nič slabega. Jaz vidim tle dobro. Ja. Hvala Bogu. Svet ni bil nikoli tako odprt duhovno, kot je bil pred COVID-om, zdaj po COVID-u. Ja, to je res. Ja. Tukaj se odpira. A ne? Okay. Zdaj, jaz ne bom nobenega obsojal, tudi nočem obsojati. Zame so vsi čarobni ljudje, vsak ima neko svojo pot. Ok, mogoče kakšen tržno nišo videti v tem. Dobro, da je zato potem se ukvarjamo s tem, tudi, ker se ne bi rabo ukvarjati. Ne? Ja, ne. Jaz čutim to poslanstvo v sebi, jaz ga imam od otroka. Jaz res hočem pomagati ljudem, pa jih ozavestiti. Sej, ne pomeni, da jih jaz ozavestim, da jih jaz zdaj rešim vsega. Jaz jim toliko ščistim to, da se oni zavedajo, kdo sploh so. Potem pa začnejo sami delati na sebi. Živeti življenje in skozi različne zgodbe, ki se jim dogajajo v življenju, posvetiti sam sebi, zakaj je prišlo do tega, kaj mi to hoče povedati, kaj moram narediti. A to na sebi tudi delaš, ali si videla Skozi. Vsak dan. Vsak dan? Vsak dan. Kaj pa delaš, meditiraš ali kaj? Ali kako to izgleda? Z mislimi. Pustim si muziko, sedem se za nekih 2 urce in se posvečam. Odpiram se globine. Prejšnji dan predebatiram sam s sabo, kaj se mi vse dogaja, zakaj se mi je to naredilo. V razumevanju dajem sebe. Vsak dan jaz delam na sebi. Jaz ostanem o 5 zjutraj, grem na fitness vsak dan. Aha. Potem 2-krat na teden grem v gost, hitro hojo, pa se povežem z naravo. Tako se čistim tudi. Pa še meditiram vsak dan. Skozi jaz delam na sebi. Eni pravijo danes, da je sodobna, moderna meditacija igranje računalniških iger. Kaj to misliš? A kaj ti mislim o tem? Ja. To je beg pred samom sabo. Jaz to mislim to. A ja? Ja, to so tukaj. A veste, ja, zakaj? Zato ljudje, sploh otroci, vidijo travme okrog in okrog posod. In zdaj se res precej tega dogaja. Zato, ker je zlata doba v takem močnem porastu, da se neke stvari čistijo in potem prideš še močneje ven. Zdaj je življenje tako intenzivno zaradi tega, ker se čistijo, ali kaj? Tako je, se čistijo in globine se odpirajo še močnejše. Aha. Zdaj tisti, ki lahko s temi globinami se spopade, ja, drugi lahko padejo v depresijo, so samomori. Veliko tega se dogaja na svetu. Ker pa otroci zapadajo v te igrice, je pa zato, da bežijo pred to realnostjo, ki jo vidijo, in grejo v te svetove, ki pač so v igricah, takrat lahko oni vse vodijo, vse vejo. Tvoj sin je to tudi počel, ne? To si imel direktno. Včasih, ampak jaz ne probam. Poskušaš delati, tudi z njim delaš. Ja, dobro, sej ne smeš omejevati nikogar v ničemer, ne? Ja. Ampak samo malo razlagati počas, da vidiš, da to ni to, da je realni svet drugje, da ni tako, kot je tam, ne?
Ja. Ker tudi zaradi tega, jaz sem imel tudi veliko primerov, ko sem delal, ko so se jim otroci obesili, ne, zaradi takih stvari. Zaradi igrc, pa zaradi odvisnosti od zaradi interneta in tega. Ja, ker niso znali v realnem svetu živeti potem. Veliko je teh primerov, ki sem jih jaz imel. Jih ne bom opisoval, ker to meni je tudi malo travmatično, ker se veš, otrok je otrok. Povej, kako si ti to razlagaš, da se naprimer človek rodi tako bolan, da je jasno, da bo živel samo 2 meseca, ali pa se rodi kot tako... otrok, misliš? Ja, kot otrok, ja, prizadet. A ni to krivica pravzaprav? Staršem umre, a ne? Ja. Ja, to je nek... Vse duše se nekje zmenimo, preden gremo v svet. Kaj rabimo? Kako bomo... Ker, a ne, to, kar se ti zdaj pomrla, je težka stvar, ne? Za starše globoko težka. Ampak to je bilo dogovorjeno med njimi, da pridejo skupaj, da se to zgodi, da kako bodo oni šli skozi to. Jaz sem velikim takim ljudem sem pomagal potem priti nazaj v realnost svojo in razumeti to zgodbo in tako naprej. Precej tega imam jaz za sabo. To je dogovor med dušami. Pa je to res, ali je to v bistvu spet samo ena izmed interpretacij, zato ker si mi tega ne znamo razložiti? A veš, zdaj ti bom tako, eni pravijo temu karma, a ne? Jaz temu napravim karma. Zakaj? Karma zame ne obstaja, je ni. Karma, mi smo bogovi, mi imamo popolnoma svobodno pot. Imamo nekih 7 izbir, ki se jih damo, lahko gremo, zapustimo to izbiro in gremo na drugo izbiro. 7 izbir? 7 izbir imamo svojih. Za kako to? In tole karmo bi ti razložil. Zdaj imamo precej preteklih življenj za sabo. Karma se je nekje vtirla globoko v dušne zapise, ker se veš, kakšna je zgodovina. Recimo, če greva zdaj 2000 ali pa 3000 let nazaj, je bila zgodovina zelo krvava. Je tako? In vsi so mislili, da morajo prideti nazaj v življenje, da popravljajo nekaj za nazaj. In to se samo zadolžujejo. Karma je zadolževanje. Karma ni življenje, živeti ga, ampak zadolževanje. Zdaj pa jaz učim vse, da karmo spustijo. Jaz tudi počistam te dušne zapise, da te stare karme lahko spustimo, da lahko zaživimo kot bogovi naprej in da vse, kar smo storili skozi procese življenja, tudi preko regresije, lahko mi odpustimo sebi in moramo odpustiti sebi. Ja. In ko mi odpustimo sebi, se lahko teh vzorcev karme rešimo zavedno, jih ne rabimo. Se pravi, odnos s sabo. Odnos s sabo. In vse je na odnos s sabo. In vse drugo okoli nas, če nam nekdo kajkoli reče, je ogledalo njemu za njega, če se ti razbureš, je tudi za tebe neko ogledalo, ampak zavedaj se, vsi smo en drugim ogledalo. In vsi smo eno. Iz enosti, tako? Ja, to je izjemno lepa, mislim, filozofija oziroma ta, kako bi rekla, resnica, da smo vsi eno. Jaz se to še spomnim, naprimer, tako sem jaz živela v takih časih, ko smo še v to verjeli, ne? Ampak mi danes živimo boljše kot v mojih časih, pa ne verjamemo več v to, da smo eno. Ja, Tajci pa ne živijo dobro, pa vsi verjamejo, da so eno. Oni so proti tem svetu zelo čist drugačno. No, verjetno imajo tudi kakšne svoje probleme, ne? Ali kaj? No, ampak verjamejo pa, da so eno. Ja, verjamejo. To pa 100% vsi. Sem se pogovarjal z njimi. Ja, ker to je drugače se do sočloveka obnašaš, če veš, da v bistvu delita skupno energijsko polje, ne? Tako. In da če bo tebi dobro, bo tudi njemu boljše, ne? Tako. Ampak vse to so samo 3 stvari, ker nas ne pustijo. Celična jedra, DNK zapisi pa dušni zapisi. Ko to spucaš, ko to ščistiš, si Bog. Lahko manifestiraš, ustvarjaš, bolezen si ozdravljaš, vse lahko. Tudi ne rabaš niti zboleti več. Ne rabaš niti zboleti več, meni verjem. In so ljudje, ki sem jih jaz pripeljal skozi vse 3 faze,
Nimajo več nobenih problemov. Nobene problemov, bolezni sploh ne poznajo več. Ampak življenje jih še čaka, vedno. Ja, Saj si oni rekel, živijo da do življenje, konca ampak življenja se saj učimo. živijo, ampak znajo balansirati to življenje, znajo razumeti, zakaj je to tako. Živeti ga v trenutku, za trenutek. Živeti za trenutek? Tako. Jaz se mrzkoga srečam iz, kako bi ti rekel, mrzkoga srečam iz tistih obdobij, ki sem jaz še začel delati, v bistvu spomnim se na punce, ki je bila stara 17 let, Ja. dobila je levkemijo, 3 tedne so ji dali življenja. Mama prišla se sesula pri meni na tla, fertik, sem rekel, če mi lahko pokliče, jaz se pogovorim z njo. Ona je bila pač v bolnici, ker ni tak je protokol tudi sploh za te otroke, ki niso polnoletni. Midva sva se slišala vsak dan 3-krat na dan, sva delala terapijo, jaz sem mi čtiva zrihtal, katera mama kup, da jih prebere. Levkemija je v 3 tednih izginila, sploh je ni bilo, oni pa sem čakal, da bo po 3 tednih umrla. A je to del teh... Ampak ni to poanta tega, Ja, poanta kaj je tega je poanta? druga. Da je punca, potem midva sva delala še 1 leto, ker je njihov protokol takšen v Onkološkem inštitutu, da pač mora biti še v bolnici toliko časa, tudi če je zdrava. Ja. Je prišla nazaj, sva še majčkeno delala, potem je še enkrat se prišlo nazaj, ker je pač živela na star način, pa šla k meni, nikoli na star način ne moreš videti, ker ti je že prvič upozoril. Zdaj punca duhovna, zdaj ustvarja in živi življenje, res mislim, nor, dolg nazaj. 11 let, 12, ne vem. Mislim, to sodi v tiste zgodbe čarobnih ozdravljenj. Anita Morjani piše o tem, kaj misliš na primer o delu... Ampak nisem jaz to zrihtal. Nisi ti zrihtal? Jaz sem njo preko pogovora, preko terapij, ki sem delal, ozaveščal toliko, da je najdla sebe vse. Ona je to umaknila tako. To človek lahko sam naredi. Sam, edino sam. To, ker bo rekel, da ti bo on naredil, lahko za nekaj časa, ampak itak to ni za trajno. Sam mora priti do te zavesti, da lahko to umakne. Edino to obstaja. Ja, to se mi zdi pošteno. Edino iskreno, to obstaja. Ja. Da nam vrneš moč v naše roke. Tako, ne? to je to. Ja, To je to. da S smo tem, mi- kar jaz delam, samo moč vračam ljudem, da pridejo, da lahko sami potem to ključ obrnejo. Kaj misliš o Joe Dispenzi, to sem te preprašala. Poznaš njegovo delo, ne? Ja, spoštovanje veliko. On je pa zame. Sem prebral tudi celo eno knjigo njegovo. Ja. Zanimivo mi je, res. Čeprav jaz to delam že cel življenje, že vem vse, ampak dobro je, zato ker preko fizike, kot znanstveno dokazano, hoče to ljudem prikazati. Ja, preko fizike. Zato mi je preko všeč. Zato, meri zelo, valove možganske, tako. išče dokaze, da bi vse Zelo mi je tiste, ki všeč. dvomijo, zelo. prepričal. In bi ga rad spoznal v živo, če bi ga daj mogel, bi bil vesel. No, oba, to željo imamo oba. Se bova manifestirala. Ja. Čeprav on je, če si brala v knjigi, jaz ne vem, jaz sem bral, no, on je doživel Sem ja. tako nesrečo s kolesom, da... Z avtom. Ja, pod kolo je padel, s kolesom je bil, v bistvu z avto so zapeljali čez njega. A ne? Ja. Vse kosti so imel polomljene, v bistvu mogel bi operacijo imeti, nujno. Ja, in Ne, on je s mislimi sam sebe pozdravil. In tukaj je meni blizu, no, zato in kako to predstavlja ljudem, to mi je všeč, ker ne razume vsak na nek drugačen v bistvu način. tudi on daje nam orodja, kako bi sami s sabo delali. In to je vse. In sami To je sebe vse. pozdravili. To je vse. Človeku moraš dati samo v bistvu čisto do te mere, da se začne zavedati svoje globine, sebe, kaj je on se sposoben. In potem je vse to. A moraš, naprimer, moja mama ni vedela, sploh in ni verjela. Ja. Ne, jaz imam eno prijateljico, zelo dobro, ki ne verjame, ki ves čas dvomi in analizira in mi reče, Bojan, meni nič ne pomaga. Kaj misliš o tem? Kaj mislim o tem? Kaj je tisto? Dobro, če prideš že s figo v žepu, da bom jaz namesto njega kaj naredil, jaz res ti bom težko pomagal. Če se boš pa odprl, da te bom jaz lahko očistil, si boš pa lahko sam pomagal. Ja. To je to. Kaj pa pri mami, mama pa ni vedela nič? Dobro, z mamo, jaz sem bil parkrat še pol pri njej kasneje in sva se pogovarjali, jaz sem mi to vse počasi lepo razlagam.
Saj tudi ona že razume, tudi vse, kar naredim, mi tudi razložim, kako to naredim, da ona to ve. Saj na tak način jo odpiram tudi. Ja, ona se namreč čudi, ona drugače nič ne verjame. In je rekla, da naprimer odkar dela s tabo, se je nehala bati teme, ki se je celo življenje bala, in da jo je celo življenje v bistvu po noč, tako je ona rekla, ne, strašil moj oče in tako naprej. To se pravi, nekaj je na tem, ne? Ja, seveda, če imaš ti, ne vem, kakšne travme iz prej, to so v celičnih jedrih strukture in dobro, nekaj so tudi čisla, mi dva imamo celična jedra, tako da se mi to izčistil, verjetno je tudi zaradi tega prišlo do tega preboja pri njej. Vsak preboj narediš sam. Jaz sam pomagam očistiti, nič drugega. Meni se zdi, naprimer, če smem jaz povedati moje izkušnje, jaz mislim, da je zelo dobro, da če ima človek probleme, če se jih zaveda, da tako se pravi, da obišče in psihologa in se pravi nekoga, ki dela z energijami, da takrat v bistvu v resnici lahko prije do nekih rezultatov, ker samo logika in samo analiza ne pomaga. Ne, da prej pride na čiščenje, da je on očiščen, potem ga pa psiholog vodi skozi življenje lahko. To pa ja, da on napreduje tudi preko tega. Ja, super. To je vrhunsko. Jaz, kjerkoli hodim k meni, ki pravi, da greš, super. No, tvoje meditacije so vrhunske. Po kakšnem, jaz sem jih večkrat že dala skozi, kje je, a si to prebral, kje je, ali je to tvoja stvaritev? Meditacije, ko jaz delam na sebi, jih odpiram in v bistvu potem kreiram in jih sam potem ustvarjam in delam. Še eno vprašanje me tudi ves čas zanima. Jaz zelo velikokrat slišim od kakšnih duhovnih učiteljev, da kanalizirajo in potem imajo delavnice, kjer ljudi učijo kanalizirati. Meni se to zdi majčkeno malce, kako bi rekla, a veš, če se mora človek učiti kanalizirati, pol jaz, ki pišem in ustvarjam, kanaliziram ves čas, oziroma kaj je s tem kanaliziranjem? A ni to pravzaprav, a nimamo to mi vsi? S svojimi vodniki se lahko vsak poveže. Že samo meditacijo, ko se umiri, ko se sprosti, odpre to linijo, lahko sam vsak s svojimi vodniki. Se pravim, jaz nimam nič proti nobenemu, tudi jaz ne. Samo tako, razmišljam, a veš, ker tolikokrat slišim, jaz pa mislim, a veš. Zdaj, to so dvomljive stvari, ker, a veš, duhovni svet je zelo neka odprta tančica, neka taka linija, ko lahko, ti moraš vedeti, da veliko ljudi, ko pač gre na drugo stran, ko zapusti telo, mogoče ni verjelo v to, no, je velikih je ujetih, ne. Veliko takih duš je ujetih, mogoče so tudi zaradi svojega, da se ne spustijo čez, da bi šli v svetlobo, za časa življenja so bili lahko težka življenja, karkoli, se lahko vključijo v to, ko nekateri kanalizirajo, če ne znajo to dobro zaščititi. In lahko pridejo vmes in potem... To so v bistvu energije, ne? Ali kako? Eno se spomnim jaz, ki sem delal s temi zadevami, je prišla ena gospa k meni, ki je sama nekaj po internetu najdla in je skanalizirala in je dobila 5 duš noter v sebe, globoko. Noro je bilo. Jaz imam še enega prijatelja Dražena, ko ga tudi ti poznaš, sva delala takrat skupaj to gospo, da sva izčisla. Bila je tudi v bolnišnici vzeta zaradi tega, ker to je res grozen. Jaz vam povem, ljudje, ne delajte sami tega. Res ne, ker ni to lihvarno področje. No, se ti veš, kakšen imam jaz odnos, jaz mislim, da teh črnih sil ni. Ni sil, ampak so te duše, ki so pač lahko naselijo v tebe, ko se ti odpreš, ko ti dovoliš, ko verjameš nekjem na internetu, da lahko ti sam to narediš, in se odpreš in potem jim dovoliš vstop. To ni črna energija. To so duše, ki so trpeče, ki so ujete, se te lahko naselijo. Jaz bom rekla tako, ne, če lahko jaz rečem, mnogi dvomijo o vsem tem, kar se mi dva pogovarjava,
Jaz bi načeloma tudi, ampak jaz vem, da energija obstaja, jaz jo čutim na odru, jaz jo čutim tukaj, jaz jo čutim v studiu, vem, da vi čutite to. To se pravi, nekaj je, iščimo, poskušajmo to razumeti. In Bojan, jaz sem ti zelo hvaležna, mislim, jaz sem vedela, da si ti bolj redko beseden, pa poglej, kako je danes lepo teklo. Ja, si me Tako da, hvala ti. Z veseljem. Hvala, dragi gledalci, da gledate, da poslušate. Ne obremenjujte se, samo dovolite si misliti tudi nenavadne misli, predvsem pa se pravi, zavedajmo se dobrih, lepih misli, pozitivnih, ustvarjalnih in zavedajmo se, da nam črne misli ne bodo prinesle nič dobrega. Ne bodo. No, zdaj bom pa jaz iz svoje knjige vedno na koncu takole odprem, naprimer, kako bi se temu reklo, odprem na ključno in preberem za konec. Ok, super. Kaj nama, naprimer, v moji knjigi, kakšno sporočilo sva dobila? Ok. Imeti se rad pomeni dojeti, da si sam odgovoren za vse, kar se ti dogaja. In da lahko deliš z drugimi samo to, kar ti resnično si. To je pa res lepa misel. Sva naredila čarovnijo! Se vidimo naslednji ponedeljek. Hvala.